Velika večina vas o tednu ljubiteljske kulture ne ve prav veliko, čeprav letos ta teden poteka že 5. zapored. Najprej smo iskali temo in smo se spomnili na teden ljubiteljske kulture in potem smo naredili anketo, da vidimo, ali je pa kdo ve, kaj je to, in smo ugotovili, da skoraj nihče ne ve, zato smo se odločili za to oddajo. Tekste pripravimo tako, da prvo na internet pogledamo in pol to zberemo na eno stran ali več. Pazimo to, da počasi beremo, pa da r-je pa take črke bolj izgovarjamo. Da učenci dobro slišijo napovedovalke, posnetke in glasbo, skrbi tonski tehnik. Ko se približuje konec pesmi predhodne, jih upozorim, da se naj pripravijo, ko je čas, da začnejo govoriti, in tudi dam znak za to. Ker je Jaka že devetošolec, ga bo naslednje leto nadomestil mlajši soimenjak, ki že obvlada svoje delo. Poleg tega mu je všeč tudi, da mladim posreduje glasbo. Tretji avli smo dali škatlo za glasbene želje in lahko tudi ostali izbirajo svojo pesem. Poslušalci šolskega radia so izvedeli tudi, da v tednu ljubiteljske kulture na trgu nastopajo njihovi sošolci, folklorniki, združeni v skupino Šmentana muha. S tem pomagamo ohranjati kulturno dediščino. Jaz sem v folklorni skupini, ker rad plešam, govorim in v bistvu tudi nastopam. Rada imam tudi take starinske običaje in mi je všeč, ko se tudi igramo na vajah. Na harmoniko ni tako težko igrati, ampak moraš imeti voljo, malo časa. Oblečeni smo v predpasnik, v krilo in v unterco. Ponavadi nastopamo vosi do zdaj. Ponavadi mi kite spletejo učiteljice, drugače pa, če gremo na kakšen tak nastop, pa si med sabo pletemo. Moja najljubši ples je v bistvu mrzolin in v bistvu se ga lahko naučiš hiter, če se želiš učiti, pa tudi več ljudi lahko pleše naenkrat in tako dalje.